Startup Studio. Dober dan, Startup Studio na Radiu Robin poslušate v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom in mestno občino Nova Gorica, ki nas podpirata. Erika Koncut, tokrat v studiu gostim Adriano Juno, ustanoviteljico digitalne platforme Juno, tvoja šola. Lepo dobrodošli pri nas. Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. V osnovnošolskem učenju ste odkrila priložnost za podjetniško pot. Kako? Ja, drži. Nekako to ni bila podjetniška pot, ki je bila planirana, za povedati, ne. Ampak včasih te življenje res pošle na neko pot, ki se na koncu izkaže, ne, da je lahko tvoje poslanstvo. Tako da ja, nekako je štartalo to vse skupaj z vstopom mojega sina v osnovno šolo, ki se je izkazala, da niti ni tako zelo drugačna izkušnja, kakršna je bila mogoče moja. Se pravi, ni se kaj dosti spremenilo v vsem tem času. No. Kateri izziv pa ste prepoznali dejansko s tem vstopom vašega otroka v šolo? Kaj vas je zmotilo? Ja. Mogoče kje ste videli priložnost za izboljšave? Tisto, kar je mene vedno najbolj bolelo, ali pa če se lahko izrazim, no, kar je bilo srž vsega tega problema, je mogoče ta nefair situacija, da otrok, če manjka v šoli, ali če snovi ne razume, ali v skrajni sili, če prepočasi piše s table, ne, da ne utegne vsega narediti, nekako nima druge priložnosti slišati te snovi še enkrat. Ne. So dopolnilni pouki, so posebne mogoče pristopi tako, ampak ko gre snov mimo, gre mimo. Ne. In če je otrok en teden bolan in doma, je pa pač potem sposodi si zapiske, ne, pripišejo sošolca, in starši smo potem tisti, ki se moramo znajti po svoje. Ne. In to je bilo nekako tista ključna stvar, ki je mene ves čas tako malo grizla. No. Formalno ste magistra forenzičnih financ in računovodstva ter dolgoletna predsednica Združenja grafologov Slovenije. Nastala pa je platforma za učenje. Lepa mešanca, ne? Ja. Ja. Tako kot sem rekla, no, moja primarna izobrazba ni pedagoška, se pravi, nisem se v samem začetku usmerila v to. Je pa res, ne, da ko greš skozi različne izobraževalne procese, se pravi, ne, od končni fazi osnovne šole, ne, pa do višjih stopenj, prepoznavaš recimo, in načine učenja, načine poučevanja. Ko sem začela mogoče tudi samo grafologijo, ne, pomembnost pisave, pomembnost tega, ne, da nismo samo na računalnikih, ne, da nismo samo na tablicah, koliko je v bistvu ta stvar dejansko pomembna. Ampak kljub temu, ja, digitalna platforma. Ne. Pa gre skupaj, ne, eno in drugo? Zelo, gre. Gre predvsem zaradi tega, ker pač danes smo res bom rekla, nekem obdobju, kjer digitalizacija je del našega vsakdana. Ne. In škoda bi bilo se nekako distancirati od tega in umikati od tega, ne. Je pa dejstvo, da naši možgani so pač narejeni, kakor so, ne. Se pravi, pisanje je pomembno, grafomotorika je izjemno pomembna, ne, za zdrav razvoj. Pričakovali bi, da bi bila ta Juno, tvoja šola, ta digitalna platforma, koronski izdelek, pa ni tako. Tako je, ne. Kot sem že prej omenila, no. Ta pot se je začela že zelo zgodaj, bom rekla, vsaj 10 let je ta od danes nazaj, je ta ideja zorela. Seveda so se mogle pa okoliščine vzpostaviti. Ne. Zdaj, preden smo štartali z vsem, raziskava trga nekako je bila narejena še preden, da se je korona sploh začela. Ne. Tako da v samem času korone smo mi že veselo razvijali platformo, ne, kar je pač v bistvu res dolgotrajen proces, bom rekla, ne vem, leto, 2 sigurno. Ne. Sama raziskava trga kot taka nam je pa pokazala, da v bistvu ja, ne, je prostor za nekaj novega. Korona je pa mogoče pomagala v tem kontekstu, zdaj, če se mogoče malo tako izrazim, ne, v navednicah pomagala, da smo dejansko ugotovili, da so digitalni pripomočki zelo potrebni. In da ste na pravi poti. Tako, ne, da si lahko resnično pomagamo. In šola je dejansko vstopila v naše kuhinje, v naše dnevne sobe. Ne, in nam je tukaj sigurno pomagalo. Kar nekaj mesecev je trajala, ne, ta raziskava trga. Vam je to, da ste iz področja forenzičnih financ, računovodstva pomagalo pri tem, da ste se tega lotili bolj podrobno? Bom rekla, mogoče to bolj pomaga danes, ne, ko je zadeva že postavljena. Zagotovo pa sistematičen pristop k temu je bil ključen. Če pogledam nazaj,
rezultate, ki smo jih dobili, iz te raziskave, so zagotovo nam nekako dali tudi še tisti veter v jadra, ki ga mogoče smo predtem bili malo v dvomih. Intervjuvali smo dejansko vse deležnike izobraževalnega procesa, od otrok, takih s posebnimi potrebami, do nadarjenih, do staršev, ki imajo veliko časa, do takih, ki ne znajo, do učiteljev, ki so izjemno inovativni pri poučevanju, do takih, ki so mogoče malo bolj rigidni, ravnateljev, v glavnem vse spektre. Vse spektre, ker smo želeli, da je produkt pač vsestransko uporaben. Mogoče se spomnite prvih korakov vaše platforme, Juno, tvoje šole, torej omenili sva to raziskavo trga, ampak potem naprej? Vse skupaj se je začelo tukaj. Rezultati, ki smo jih prejeli, tako kot sem že prej omenila, so bili po eni strani spodbudni, po drugi strani pa precej zaskrbljujoči. Ker dejansko ugotoviš na koncu, da in to je mogoče ena izmed stvari, ki je ključnega pomena, da smo se izgubili. Da eno je znanje, ki je sicer izjemna vrednota v naši družbi, ampak ocenjujemo pa ne znanja, ocenjujemo pomnjenje, ocenjujemo sposobnost pomnjenja in spomin, ne toliko razmišljanja in možnost reševanja nekih problemov. Ampak, ne vem, mogoče ena zanimiva zgodbica, je eden od otrok, ki je bil intervjujan, je izpostavil, da se mu zdi pač ocenjevanje v šoli kot level v igrici. Dobim vprašanja, se jih naučim, dobim oceno in potem jih lahko pozabim in grem naprej. Pa je verjetno kar pogosta ta zadeva, ne? Tako. Kako pa smo v primerjavi z učnimi sistemi v sosednjih državah, mogoče prav v zvezi s tem ocenjevanjem znanja, neznanja? Bom rekla, mogoče ne bi se kritično izpostavljala, ampak če ponovim še enkrat, v veliki večini v šolah, tudi na fakultetah v končni fazi, ocenjujemo sposobnost pomnjenja, ne reševanja problemov. In to je ena izmed stvari, ki bi si jo želeli ali pa ki jo želimo nagovoriti ravno z našo platformo. Torej, vaša Juno učna metoda je ravno v tem? Jaz pri poučevanju, se pravi, eno je bilo to, da sem pomagala svojemu sinu skozi osnovno šolo oziroma skozi učni proces. Drugo pa je, da sem se kasneje zaposlila v šoli kot učiteljica v eni od zasebnih šol in dejansko to metodologijo, ki sva jo skupaj razvila, preizkusila še na drugih. In čem je drugačna ali pa kaj je tisto, kar je toliko pomembno, je to, da otroci, ko se učijo, rabijo videti smisel tega. Mislim, mami, zakaj moram to znati? Mami, kje mi bo to koristilo? Učiteljica, zakaj je to potrebno? In če ti znaš usmisliti to snov in če ti znaš povedati, zakaj je to potrebno in kaj je bistvo vsega tega, potem imaš motivacijo in navdušenje za učenje takoj. To je tisto, kar je ključno. Pa še nekaj sem zasledila na vaši spletni strani, to pravilo 11 minut, torej razvoj učne metode Juno je pokazal, da učenci zmorejo za aktivno učenje pri ekranu preživeti 11 minut. Lahko pojasnite Tako. to? Vsi mi, se ne bi rekla, da samo otroci, ampak mogoče mi smo odraščali v malo drugačnem okolju, z manj bombardirani z impulzi, kakor pa mogoče današnja mladina. Ampak nikakor nisem želela ustvariti produkta, ki bi otroka ponovno samo priklenil na ekran. Zato so tudi vsi razlage so izjemno, bom rekla, ulupljene do bistva. Mi resnično postavljamo skelet, osmišljamo snov, medtem ko vsi zapiski, vse vaje in rešitve so pa tudi printabilne. Kar pomeni, da eno je razlaga snovi, ki jo lahko pogledaš, kolikokrat želiš, kolikokrat potrebuješ, potem se pa umakneš od tega. Kakšni so pa bili recimo odzivi na vašo učno metodo v šolskih institucijah in višjih inštancah? Gre vendarle za neko prenovo sistema učenja, ne? Res je. Zelo me veseli, da sodelujemo s kar nekaj šolami in z osnovnimi šolami, odpiramo po Sloveniji tudi učne točke. En zelo uspešen projekt smo v lanskem letu v tem času izvedli z Ministrstvom za digitalno preobrazbo, tako da posluh je, se pa seveda stvari premikajo počasi. Govorite v množini, torej niste sami v tej zgodbi, koliko vas je v ekipi? Tako. Eno smo bom rekla, tista ožja ekipa, kjer smo 4, potem pa seveda razvijalci kot taki in pa cela armada učiteljev, če lahko tako rečem, se pravi preko 30 zunanjih sodelavcev. In to v kolikem času ste pridobili tako široko ekipo? V bistvu celotno vsebino, ki je na platformi danes, smo uspeli posneti, se pravi celoten učni načrt za osnovno šolo od vključno 3. do 9. razreda v 10 mesecih.
Torej, kar hitro. Izjemno. Eno trditev bi vam zdajle prebrala, torej znanje mora biti uporabno, ne smemo učiti zgolj definicije. Kaj menite o tej trditvi? Jaz verjamem v to, da danes faktografsko znanje izgublja na vrednosti. Ne. Dejansko v žepu nosimo slovarje, v žepu nosimo dostop do informacij kamorkoli. To, kar moramo mi danes otroke učiti, je v bistvu kritičnega presojanja in uporabnosti. Povezovanja. Tako, povezovanja podatkov za reševanje problemov. Ja. Digitalizacija učenja, kako napredujemo na tem področju? Zaostajamo. Bom rekla, v Sloveniji je ta vlak, ne bom rekla odpeljal, ampak precej počasi se te zadeve premikajo. No. V svetu mnogo hitreje, predvsem pa mislim, da z pojavom umetne inteligence oziroma z možnostjo treniranja svojih modelov bi lahko šlo to mnogo hitreje. Pa pričakovali bi tudi, da bi nekako tisto brco ne bom rekla kaj, bi dala epidemija, ne, ampak ki je recimo pri nekaterih učiteljih in učencih se šlo bolje, ne, so se dobro znašli, nekateri so imeli težave in neznanje, neželja pač uporabljati digitalne veščine oziroma te pripomočke, ne, in bi pričakovali, da recimo to obdobje po koroni bi dalo malo več vetra razvoju teh veščin, pa ni tako, ne? Se počasi, mislim, z nekimi določenimi razpisi in tako naprej se stvari premikajo. No. Je pa res, da posledice so tukaj, so vidne. To, kar mi, bom rekla, občutimo in kar nam naši naročniki povedo in učitelji v končni fazi, ne. Imamo otroke v 4., 5. razredu, ki imajo izjemne težave z branjem in pisanjem, ne. Ker so pač zamudili tisto osnovno opismenjevanje, številske predstave in tako naprej. Ne. Tako da so stvari, ki jih bo potreba sanirati še kar nekaj časa. Pa tudi se recimo učenci ne znajdejo tako s temi spletnimi iskalniki, ne? Veliko informacij bi dobili, pa ne znajo niti vtipkati, kaj morajo poiskati. Bili bi presenečeni, no, koliko otroci so digitalno pismeni danes, tako da ni, seveda pa to ne velja, ne, nekako na celotni skali. No. Pri nas se je izkazalo izjemno ravno ta del, no, ko smo začeli sodelovati z eno od bolnišničnih šol, je bilo hitro povedano, ne, v smislu, da pač koliko bi bilo dobro, če bi bile te stvari bolj dostopne in mogoče nekje, kjer imajo otroci pomoč, ne, ravno v tem kontekstu. No. In tukaj smo potem začeli z ustanavljanjem učnih točk po občinah, kjer je v bistvu na voljo prostor, kamor otrok oziroma starš pride, po informacije je naša storitev na voljo brezplačno in so tam pač osebe, ki lahko pri tem pomagajo. Koliko takih točk že imate v Sloveniji? Zaenkrat 13. Bi si jih želeli več, seveda vedno pridemo potem na izziv financ, ne? Ja, seveda. Ampak ja, počasi. Na Severnem Primorskem je kakšna? Še ne. Torej, izziv za občine, no, lahko v tej priložnosti jih pozovemo, ne, da bi lahko se tudi kaj takega izmislili, a ne? Kako lahko pa digitalizacija učenja vpliva na prihodnost izobraževanja? Izjemno. Mislim, jaz sem, bom rekla, zelo navdušena nad digitalizacijo, nad nekako uvedbo umetne inteligence v sam proces poučevanja. Vedno pa poudarjam, da nič ne more nadomestiti osebnega stika. Torej, učitelji ne rabijo biti v strahu? Rabijo. Jaz bi rekla, da rabijo. Ravno zaradi tega, če se ne bojo posluževali teh orodij. Ne? In pač, če zdaj govorimo o inkluzivnosti in o tem, komu so na voljo stvari in prilagojene stvari, je digitalizacija in uporaba umetne inteligence pri samem poučevanju lahko velik doprinos, predvsem pri mogoče šibkejših skupinah. Nekaj ste že omenili o dostopnosti, zato bi zdajle načela tematiko o cenah vaše storitve. Kakšne so, kje se gibljemo? Na kratko, če mogoče predstavim, kaj sploh Juno platforma je. Prej sem že omenila, da gre za digitaliziran učni načrt, vključno 3. do 9. razreda. Se pravi, namenjen staršem, učiteljem, otrokom, inštruktorjem, v končni fazi izvajalcem dodatne strokovne pomoči, kjer za mesečno naročnino v vrednosti 45 € dostopajo do vseh predmetov znotraj izbranega razreda. To pomeni, da so na voljo posnete lekcije, da je karikirano, če je pri matematiki po učnem načrtu 100 lekcij oziroma 100 učnih ur, je približno 70 takih, kjer se jemlje nova snov. In teh 70 razlag snovi v bistvu čaka naročnike na naši spletni na platformi. Eno so
video razlage. Druga stvar so zapiski, se pravi, ki je tabelska slika, če otrok ne uspe prepisati s table oziroma nadomesti, lahko dejansko delovni zvezek in učbenik, vaje, rešitve in pa interaktivni kvizi. Torej, kar širok nabor. Načeloma vse, kar potrebuješ za uspešno izveden učni proces. Ne. Z letno naročnino, se pravi, govorimo pa o 365 dneh, je pa 380 evrov. In je celoten pač letnik na voljo. Tako. Se pravi, od gospodinjstva do matematike, ne, če malo karikiram. Kakšen je pa recimo odziv na to, dejansko imate že precej naročnikov? Res je. Izjemno me veseli, da dejansko veliki večini tisti, ki so z nami od začetka z mesečnimi naročninami, ne hitro pridejo na letno. Na trgu smo zdaj ta 3. leto, v bistvu 3. šolsko leto. Prvo je bilo polovično, ampak naročniki ostajajo z nami, pridobivamo nove, širimo se izjemno hitro. To je to. Super. Zelo uspešno, zelo zadovoljni. Pri digitalizaciji učenja pa se odpira vprašanje dostopnosti, ne? V smislu, ali bodo zmogli starši financirati vse digitalne pripomočke. Kaj menite, recimo, kakšna je vaša izkušnja? Ravno to. Ne? Naši naročniki, bom rekla, če bi pogledali točno, kdo so naše persone, je zelo težko, ne? Se pravi, imamo od staršev, ki so prezaposleni, do takih, ki ne znajo pomagati, ne? Do takih, kjer otroci želijo več, pa se želijo naprej pripraviti, ne, do takih, ki pač finančno tudi ne zmorejo. Ne, in taki se potem pač zatekajo v učne točke, ne, kot sem že prej omenila, ali je to v knjižnični šole, ali je to v medgeneracijskem centru, ali je to pač mladinski center, ki ga financira občina. Ja. Torej je platforma tako urejena, da lahko tudi sam učenec se lahko loti tega učenja. Ne rabijo biti starši ravno zraven, kot sedaj. Ne, absolutno ne. Zdaj v roku 2 tednov, no, dejansko prihajamo ven z novo verzijo, ki bo že igrificirana, kar pomeni, da pač otrok poučuje oziroma skozi učni proces gre s svojim avatarčkom, se pravi za vsako lekcijo, ki jo dobro obdela oziroma ki jo usvoji, prejema točke in potem to z tega svojega avatarja oblači v trgovinci in ga pelje v bistvu skozi torej dodatna motivacija za učenje. Tako da otroci načeloma so povsem opolnomočeni. Ne. To je tudi nekak cilj oziroma vizija tega projekta. Ne. Opolnomočiti starše, opolnomočiti otroke, da ne pridemo do tega, ker pač recimo skozi intervju je bilo zelo jasno videti, ne, kje so izzivi. Ne. Starš reče, ok, imamo test, imamo delovni zvezek, imamo učbenik, imamo delovne liste in imamo zvezek. In iz česa naj se otrok uči? Jaz ne vem, kaj je pomembno, ne, kaj je tukaj bistveno. Pri nas je povsem jasno, kaj je cilj vsake lekcije, kratko, jedrnato, usmišljeno. Kaj pa glede otrok s posebnimi potrebami, ste kaj naštimali bolj prilagojenega njim? Celotna platforma je povsem prilagojena, se pravi, ali otrokom na avtističnem spektru. Aspergerjev sindrom je bil nekako moje vodilo pri ustvarjanju vsega tega. Ne. Dislektični font je uveden kot možnost izbire, ne, kar se je izkazalo za izjemno dobrodošlo. Ogromno dobivamo povratnih informacij v smislu, šele zdaj vidim, zakaj bistveno lažje berem. Recimo izbereš zapisek v tem pa tem fontu in gre bistveno lažje. Ne. 11 minut oziroma direktno v bistvo govorimo o odklenljivi pozornosti, se pravi držanje fokusa. Mogoče zanimivost, ne? Z Zavodom za gozdove Slovenije ste sodelovali prav pri teh brezplačnih vsebinah. Nam lahko pojasnite? Res je. Izjemno nas veseli, da v bistvu se učno metodo prepoznava tudi v korporativnih okoljih, se pravi tudi izven, bom rekla, standardnega poučevanja znotraj šole. Tako da z letošnjim letom uvajamo v bistvu Juno katalog, kjer bodo na voljo brezplačne vsebine. Pred Zavodom za gozdove je bil mogoče en tak večji projekt, kjer so brezplačne vsebine še vedno na voljo na naši spletni strani, sodelovanje z Ministrstvom za digitalno preobrazbo, kjer smo izvedli delavnice na temo varnosti na spletu. Potem je sledil Zavod za gozdove in pa tekmovanje v znanju sladkorne bolezni. Tako, projekt, na katerega smo izjemno ponosni in se je izkazal tudi za
resnično pot v pravo smer in zelo pozdravljam samovodstvo, no, združenja društev za diabetes, da so dejansko prepoznali, da je potrebno stvari spraviti v digitalno obliko in to je bila digitalizacija vsebin za pripravo na tekmovanje iz sladkorne bolezni za osnovne in srednje šolce. Ja. Je še kakšen takšen projekt, torej, ali pa sodelovanje s kakšnim drugim zavodom? Trenutno v snemanju jih je še kar nekaj, se pravi, kot sem rekla, Juno katalog prihaja. Sodelujemo, bom rekla, izključno ne s podjetji, ampak z ustanovami, ki lahko doprinesejo, bom rekla, k trajnostnim vsebinam, k družbeno odgovornim vsebinam, kjer se v bistvu tudi sami nekako želimo pozicionirati v smislu ne samo to, kaj naš projekt je, ampak tudi kam ga želimo v bistvu pripeljati. Kdo pa daje pobude? Dajete vi zavodom pobude ali zavodi že prihajajo k vam samostojno? Gre že v obe smeri, tako da je to zelo, mislim, nas zelo veseli. Predvsem pa ja, ko imaš enkrat nekaj pokazati, potem drugi to prepoznajo in pridajo in pač ja, bi si želeli tudi mi. Torej, dober glas se kar širi, no? Tako. Kot ustanoviteljica vpisanega zagonskega podjetja in nagrajena top 3 podjetnica v programu SEED AWE pod okriljem ambasade Združenih držav Amerike v Ljubljani, ste svojo vizijo spremenila način, kako otroci pristopajo k učenju. Ste zadovoljni z doseženim napredkom? Zelo. Zadovoljni, ponosni. Dejansko pot je bila zelo težka, če tako rečem, ker dejansko vstopamo na parket, ki je že dobro uhojen. In kadarkoli prideš z neko inovacijo, prej ste me recimo vprašali, kako so učitelji to sprejeli. Zelo različno. Nekateri zelo z navdušenjem in uporabljajo pripomoček, nekateri pa, zakaj bi mene poslušali 45 minut, če lahko tam v 11 slišijo. Tako da je zelo mešano. Izjemno sem ponosna na svojo ekipo, na produkt, ki smo ga ustvarili. Tako da ja, gremo naprej. Kje bi lahko dosegli več? Si kdaj postavljate to vprašanje? Trenutno v situaciji, kjer smo zdaj, ta trenutek, mislim, da smo naredili izjemno pot. Kaj pravi pa vaš otrok na to vašo platformo? Seveda je ponosen, seveda je trenutno, mislim, najstnik in je pač, mami ne omenjaj me, tako da smo trenutno v tisti fazi. Je pa dejstvo, da ja, brez njega tega ne bi bilo. In on je dejansko soustvaril metodo kot tako. Tako da, ja. Vam je pomagal? Seveda, mislim, skupaj sva jo razvila v končni fazi. In testirana je bila potem tudi v zasebni in javni šoli. Ampak brez njega tega ne bi bilo. Tako da, ja. Adriana, v lanskem letu ste s svojim zagonskim podjetjem sodelovali tudi v Go Startup akademiji. Kaj vam je dala ta akademija? Drži, ja. Kljub temu, da prihajamo iz Ljubljane, smo se nekako inkubirali v vaših koncih, če tako rečem. V Primorskem tehnološkem parku. Tako, ja. Program je bil zelo dober, mislim, malo smo izbirčni, glede na to, da pač časovno nimamo tega razkošja, da bi lahko poskušali oziroma na ta način izbirali. Program je bil izjemen in skupnost, ki se ustvari v enem takem okolju, je seveda vedno dobrodošla. V čem ste napredovali? Predvsem bi rekla samokritičnost, ali pa prepoznavanje priložnosti ali pa poslušanje izzivov preostalih, drugih in nekako obračanje vase, kako bi jaz rešila neko tako zadevo, ker nekdo drug jo je že rešil ali pa sem mogoče jaz lahko pomagala, podelila neke stvari za to, da je nekdo drug hitreje zrastel. To se mi zdi pač največja dodana vrednost takih skupnosti. Ja. V to ste vstopili že s predhodno izkušnjo, z izkušnjami. Zakaj jo recimo priporočate tudi drugim podjetnikom, ki ravno tako že imajo določene podjetniške izkušnje, pa mogoče bi rabili še kakšen veter več, tako, ja, v jadra? Prihajamo iz različnih ozadij, se pravi, jaz pač finančno znanje sem imela. Kar opažam je, mogoče iz različnih programov, del katerih sem, je, da je to tisto izjemno pomembno področje, ki na začetku podjetniške poti običajno umanjka. Tako da to zagotovo, zdaj, ali je to potem so strategije, kako prodajati, strategije, kako nastopiti na trgu, kako oblikovati ceno, kako oblikovati produkt. To so vse nekako področja, ki jih ta program pokrije
in kjer imaš sogovornika, imaš mentorja, imaš koga vprašati. Sodelovali ste, kot smo rekli, v Go Startup Akademiji, ampak ste tudi lani sponzorsko podprli tekmovanje Popri, ki podpira razvoj kompetenc podjetnosti mladih. Bila ste tudi članica komisije na regijskem nivoju tekmovanja Popri. Zakaj se vam zdi ta podpora Poprom pomembna? Popri so super. Popri so res en tak navdihujoč projekt, ki ga bomo z veseljem podprli tudi v naslednjih letih in z veseljem bom tudi sodelovala. Resnično navdihujejo. No. Vidiš, da kljub temu, da pač manjka teh vsebin v samem kurikulu osnovne šole, ne, in trudimo se, da bi ali v sodelovanju s Popri, kjer zaenkrat še nismo našli priložnosti, ali z drugimi zunanjimi inštitucijami, ne, lahko pokrili tudi ta del učnega načrta v narekovajih, no, ker pač to še ni del učnega načrta, ampak finančno opismenjevanje in pač podjetništvo je ključnega pomena sploh v današnji generaciji. Kakšna je bila ta vaša izkušnja s Popri lani? Vas je kakšna ideja presenetila z inovativnostjo, kreativnostjo? Predvsem drznost, energija, kako izven out of the box thinking, no? Če se lahko tako izrazim. Izven okvirjev, ne? Ja, to je bilo ključ, mislim, in pa ideja, ki mislim, da je bila tudi nagrajena s temi paličnjaki, je bila ena mojih ljubših zgodb, no. Upam, da jo razvijajo naprej. Kaj pa svetujete tistim otrokom, pa tudi njihovim staršem, mladim, ki se šele odločajo, ali bi sodelovali v Poprih, zakaj naj se za to odločijo? Popri naučijo razmišljati, no, bom rekla tako, peljajo te v neko smer, kako presojati svojo podjetniško idejo, kako jo peljati, ne, v smer, včasih je ideja lahko super, ne, ampak na koncu rabi poslovni model, ne. Tako da to, in mentorji na Poprih so res čudoviti, no, znajo to pot peljati. No, za zaključek pa še o načrtih za prihodnost glede vaše platforme. To bi vas zdajle vprašala, torej kaj načrtujete? Načrtujete kakšno nadgradnjo? Napovedali ste, da je ravnokar boste nekaj dali na trg, ne, posodobitev. Tako, posodabljamo, nadgrajujemo itak ves čas, no, tako da Slovenija je bila za nas vedno, ali pa zame vedno nek testni trg, se pravi domači trg, ne, kjer pač produkt postaviš, potem je treba iti pač ven, ne, na mednarodno tržišče. Slovenija je premajhna za kakršnokoli resni posel delati, no, če se lahko tako izrazim. Tako da ja, eno je igrifikacija same platforme, drugo je uvedba umetne inteligence in pa ta tretja stvar so pa potem mednarodni programi in to nas vse čaka v bistvu konec letošnjega leta oziroma z naslednjim letom. Kateri trgi recimo vas najbolj zanimajo? Avstrijski, mislim nemški, avstrijski? Prvotni plan, ne, je bil dejansko pokrit Evropo s podobnim modelom, kakršno imamo zdaj, ne, se pravi Poljska bi bila naša naslednja. Spreminjamo pa, bom rekla, z samim vstopom umetne inteligence v našo samo platformo. Smo se pa odločili v bistvu za angleški jezik, ne, in pač pokrivanje programov, ki so, bom rekla, širše sprejeti. Kaj pa recimo ta slovenska verzija, ne, ki jo imate sedaj, jo uporabljajo tudi v zamejstvu recimo? Naročnikov imamo kar nekaj, ne, ki so zunaj. Eno je, bom rekla, skupnosti Slovencev izven, ne samo zamejskih, ampak tudi živečih v tujini. In pa drugo je kar nekaj otrok, ki živijo v tujini in se šolajo na domu. In si pomagajo z našo platformo. Ali pa samo ostajajo v stiku s samim jezikom, ne, tako da, ja. Torej koristi je kar več. Res je. Tako, cenjene poslušalke in poslušalci, čas današnjega Startup Studia je potekal. Adriana Juno, najlepša hvala za ta vpogled v vašo dejavnost in poslovno zgodbo. Hvala vam. Cenjene poslušalke in poslušalci, hvala tudi vam za pozornost, Primorskemu tehnološkemu parku in Mestni občini Nova Gorica za podporo. Ostanite v družbi Radia Robin tudi v nadaljevanju. Radio